experience. And it's very close. Oh yes, okay. Right, very Really? close. Oh, To be honest, it is, positive. to be honest, it is the executing guru of the SPD, my best friend. Yeah, also private. Okay. Gospod minister Janez Podobnik, danes na tem srečanju z evropskimi partnerji iz socialnih strank. Kaj ste se pogovarjali, kaj ste vi v bistvu novega slišali iz njihove strani ali mora biti ravno obratno, kaj ste vi njim imeli zapovedati kot minister? Ja, bilo je obojestransko. Najprej sem predstavil glavne poglede in prioritete Slovenije glede okoljskih vprašanj, razumljivo energetsko-klimatski paket in teme biodiverzitete, ampak na koncu sem pa izkoristil priložnost in sem se obrnil na predsednika poslanske skupine Evropskih socialistov v Evropskem parlamentu, gospoda Šulca, pa tudi na gospoda Pahorja, da bi želel njihovo pomoč, kajti ta energetsko-klimatski paket, ki ima 4 dosjeje, bo lahko šel skozi proceduro še v okviru tega mandata Evropskega parlamenta samo pod enim pogojem. Če bo Evropski parlament zelo hitro odreagiral na predlagano gradivo, ko bo sprejeto strani Evropske komisije in če bo hitro sprejel poročevalce, torej da ne bi bilo nobenih časovnih omejitev pri razpravi, torej da bi ujeli vse možne termine in gospod Šulc mi je zagotovil, tudi gospod Svoboda, da bodo storili vse, da bo slovenski del predsedovanja glede Evropskega parlamenta tukaj hitro opravil svoje delo. To je ogromno, kajti gre za kodecižen. Vsak dosje gre tudi skozi Evropski parlament. Kako se vi kot človek iz ljudske stranke počutite na takih srečanjih, kjer so socialisti? Zelo prijetno. Jaz sem povedal, da je eden mojih zelo velikih dobrih prijateljev in morda najboljše odnose skoraj med vsemi ministri je Sigmar Gabriel, ki je zelo znana osebnost iz SPD-ja iz Nemčije. In ogromno sodelujemo, zelo dobro sodelujemo in to je lahko celo pozitivno, tako da tu pa res ni nobenih problemov. Zdaj pa zakonec, kot minister iz vlade, ki je dobila zopet negativno oceno v bistvu pri zadnjih teh meritvah ob 3. obletnici, vi kot minister tudi niste ravno na nek način v najboljši formi po tej lestvici, pa me vseeno zanima, kakšno je zdaj občutje v vladi, ko vi kot predsednik stranke niste v bistvu predsednik stranke? Torej, jaz sem v dobri formi kot minister, ne glede na javnomnenjske ankete, ekipa dela dobro. Jaz sicer menim, da po 3 letih delovanja te koalicije se je zgodil nenavaden politični paradoks. Vzdušje, gospodarsko, socialno, zaposlitveno je dobro. Neko je pa politično vzdušje preveč naelektreno. Dajmo izkoristiti predsedovanje Evropske unije in poskušajmo razelektriti vzdušje v Sloveniji. Bolj kreativno mora biti, da se bodo ljudje prijetno počutili. Ne? Preveč je včasih frustrirajoče in to ni dobro. Jaz kot minister in kot podpredsednik Slovenske ljudske stranke bom deloval v to smer. A bodo res vprašanja?